cupping vratu z aktivnim raztegom. Zdaj ventuze bomo postavili na enako lokacijo, kot so bile v predhodnem videu že postavljene. Zdaj tule na vratnem predelu smo imeli v zgornjem delu, lahko bi tudi tole ventuzo postavili, ampak sem sprobala in je v našem primeru majčkeno premočna. Zato, ker kot vidite, je desna stran ima veliko temnejše krogce, kot jih ima tudi sama leva stran. In dajmo vseeno upoštevati želje in nek občutek stranke. Tule bova pa mogli dati tole. Tale gre torej na spredaj, na triggerco od trapeza. Tako, pol imamo tule, smo rekli, na srednji vlakni, bo šla kar ena večja. Majčkeno mi tako proti utež mi postaviš, tako, hvala. Tule lahko stranko prosimo, da se nam majčkeno nazaj nasloni, ko mi dajemo ventuze. Dala bom še eno, mi majčkeno pomagaš. Hvala. Takle. Tale bo šla v stran, bom jo dala tole reč gor. Da imamo res na obeh straneh enako. Tako pa je, ko prekalkuliraš, tale bo šla še sem, ti dve sta nekje približno enake velikosti kot tale. In pa tale, ko ima manjši krog, bo še šla spredaj. Torej tule, tako pa jo majčkeno prestavim naprej. Prosti, tole je majčkeno boleče, takle. Evo, ventuze imamo postavljene na enakih lokacijah, kot smo imeli tudi prej. Zdaj pa gremo v aktiven razteg. Zdaj, aktiven razteg pomeni, da bo naša Karin izvajala sam razteg vratu. Prvi razteg si lahko tudi z rokami pomagaš, bomo šli z glavo v smeri naprej, torej v fleksijo vratu. Pa kar greva. Tako, prste lahko za glavo tudi prekrižamo, če padajo ventuze, nič hudega, je normalno. In raztegujeva, tale je celo ostala. Sem pričakovala, da bo tale prva padla. Ok, 10 sekund recimo zadržimo. Dajva vrniti počasi nazaj. Počasi stegneva vrat. Ko se vrat iztegne, apliciram tole ventuzo nazaj. V glavnem tiste, ko izpadejo, jih pač damo v fazi pavze nazaj na lokacijo. Evole. Zdaj bova pa šli v stranski odklon, torej lateralno fleksijo, tako, lahko si tudi pomagaš za tole roko, če bo šlo, tako, mičkem. Glava gre res po liniji v smeri rame. Kar delava, lahko pomagam pri samem raztegu, tule lahko mičken ramo levo potisnemo navzdol, zato da podaljšamo zgornja vlakna trapeza. Ventuzo lahko mičken izvajam manipulacijo, eno in drugo. In vrneva nazaj. Tako. Enako bova naredili v levo, stranski odklon, lahko si s tole roko pomagaš. Jaz bom spet desno ramo pomagala potiskati navzdol, zato da je razteg povečan. Tule bom tole ventuzo pomikala v nasprotni smeri od raztega. S tem tudi podaljšam razteg, tole recimo lahko podaljšujem, tule na vratu. Tile dve tudi. In vrnemo nazaj. Zdaj za raztege smo že govorili, tudi za vrat, dajmo jih narediti do 20 sekund. Ker vseeno se gre za vratne mišice in je zelo veliko arterij in vseh ostalih žil, da ne bo preveč in da se slučajno stranki ne zvrti. Še posebej, če so mišice res precej napete. Tretji razteg, ki ga bomo izvedli, pa je mičken drugačen razteg, kot smo ga navajeni. V glavnem, glava bo šla v fleksijo vratu in potem bomo z glavo premaknili in pogledali, tako da bi želeli pogledati naš kolk, torej en kolk, ali levi ali desni. Pa greva v fleksijo navzdol in zdaj pogledava, zasukava na stran, tako. Pa mičken še dava v fleksijo, mičken še mičken povečava. To. A vidimo, tu zelo lepo sta se raztegnili tile dve ventuzi. Pa dajmo še mi manipulirati malenkost v tem položaju. Še zadrživa, tole ramo probava spuščati navzdol. Tako. In vrneva nazaj. In enako bova zdaj ponovili še v drugo smer. Torej navzdol in pogledava v to smer.
Probava še malo fleksije dodati vratu, navzdol torej, mičkam desno ramo navzdol, to, super. Tale del se zelo lepo razteguje. In naredimo manipulacijo še pri ventuzah, da tkivo dodatno raztegujemo. In dajva vrniti nazaj v začeten položaj. Zdaj, raztegi, ki so bili, dajmo reči, najbolj boleči, predlagam, da jih ponovite vsaj 3-krat, zato da bo tudi res učinek takšen, kot mora biti, da se bo mišica podaljša in posledično tudi s tem sprostila. Plus triggerce, tule tudi lovimo trigger točke, da se hitreje sprostijo. Pa miofascialno sproščanje. V glavnem, ogromno enih pozitivnih učinkov imajo te tehnike. Okej, to je to, kar se tiče te tehnike. Se vidimo v naslednjem videu.